Ljubitelice in ljubitelji košarkarske Evrolige vemo, da se Evroliga praktično že 2 meseca ni igrala. Ostalih je 6 tekem rednega dela sezone in pa potem izločilni boji. Ali se bo vse skupaj nadaljevalo, bo znano nekje čez dober teden dni, okrog 25. tega meseca. Evroliga bo takrat sporočila tudi to, ali bo dejansko zaključek izvedla v Sloveniji, torej v Ljubljani. Gospod Janković, slišali smo v zadnjih dneh, da se Ljubljana pripravlja na morebitno organizacijo zaključka Evrolige rednega dela in potem še samih izločilnih bojev. Kaj več lahko poveste v bistvu o sami kandidaturi, zakaj ste se zanjo odločili, od kje je prišla ideja? Torej, ne da se pripravljamo, Ljubljana je pripravljena, da to izvede. Ideja je prišla ob prebiranju ekipe, ko sem videl, da kandidirajo mesta po Evropi in ko je bila najava, da bi bila ta možnost, da se v enem mestu izvede. Potem sem poklical gospoda Bartomeja, povedal, da bili mi tudi kandidati, poslal nam je tisto, kar moramo izpolniti. Ekipa, ki je vodila podžupanja Tjaša Ficko, Tanja Polajnar, Zoran Lubej in pa Petra Stušek, ki je pripravil vlogo v 3 dneh. Jaz sem prepričan, da je naša vloga izjemna. Prvi smo odlični organizatorji, mesto je varno, v centru Evrope, imamo najboljše rezultate glede pandemije in to so bili vzroki, da poskušamo ne samo imeti športni dogodek, ki bi ga lahko gledalo 300-400 milijonov ljudi, ampak tudi, da omogočimo nazaj vrnitev vsaj začetka turizma, po katerem smo bili znani. Smo odlični organizatorji, smo prijazni ljudje, imamo dobro kulinariko, imamo dobre hotele, imamo odlične dvorane in mislim, da je tudi cena, ki smo jo ponudili za izvedbo tega mesečnega turnirja, neprimerna. Jaz sem pripravljen, prepričan, da mnogi trenerji, mnoge ekipe bi uživali v Ljubljani, moj prijatelj Željko Obradović, Duško Ivanović, in ko sem spraševal, kako bi to gledal, sem pač ljubitelj košarke, navijal bi za Željka, za Duška pa za Zvezdo. Ste morda že malce zavrteli še kakšen telefon v širšem krogu evroligaške družine? Imate morda kakšne namige, kam se nagibajo, zakaj bi mogoče lahko Ljubljano izbrali? Ne, jaz tega nisem delal, ker ti preprosto dejstvo je, da smo mi znani kot, pravim, odlični organizatorji, da imamo odlične dvorane, da imamo dobro lego, da je dostop enostaven, letališče že deluje. Prvi smo ukinili pandemijo uradno, naš predsednik vlade je to včeraj objavil, to smo danes poslali tudi na Evroligo in Bartomeo pozna Ljubljano zelo dobro, tako da mu ni treba razlagati v Ljubljani nič, jaz mislim, da ima rad Ljubljano in glede na vse to skupaj se bo moral on odločiti. Konec koncev Evroliga se bo odločila, če bo igrala, mi smo resni kandidati in tudi pripravljeni vse to izvesti, kar smo zagotovili v tej naši ponudbi, zdaj pa njihova stvar, da se odločijo. Da pa pričakujete informacijo, neko povratno informacijo strani Evrolige? Napoved je, da se bo to vedlo tam do 25. maja in mi bomo pa čakali ta datum, da vidimo, kaj bo odločitev. Je kakršnakoli povezava v pozitivnem smislu verjetno z ljubljansko košarko, ki jo ponovno neka drugačna struktura ljudi skuša oživiti na nivo Evrolige, ali takšno sodelovanje lahko pomaga k temu, da bi v Ljubljani znova gledali Evroligo tudi potom wildcarda, morebitnega strani Evrolige? Torej, vi poznate to mojo željo že iz bivše države, neuresničena želja, da bi bila Olimpija prvak Jugoslavije. Sedaj si želim, da bi bila Olimpija v play-offu Evrolige. Najprej mora priti v Evroligo. Jaz sem trdno prepričan, da tako Tedeschi kot Berločnik tudi v to verjameta. In Ljubljana je izjemen poznavalec košarke. Naši prebivalci košarko poznajo, so ljubitelji košarke in jaz čakam tisti čas, ki je bil pred 10 leti, ko je Olimpijo vodil Jure Zdovc, ko je bilo vseh 12.400 vstopnic prodanih, ko smo vsako tekmo čakali z veseljem in dobra košarka, trdim, bo napolnila dvorano. Tista leta smo imeli mi od prodanih vstopnic skoraj milijon evrov. Če pa primerjam sezono, ki je minila, pa to ne doseže niti 100.000 evrov. Kako pa ste v bistvu zadovoljni s tem, kar se je zdaj postavilo kot Cedevita Olimpija, s tem sodelovanjem, kako jasno mesto gleda na to združitev, ki je bila lani objavljena in zdaj v bistvu ta prva sezona, ki je sicer prikrajšana za en delček, a vendarle na takšen način naprej je to pravi model?
Nedvomno bo v vsakem športu odločil tisti, ki vlaga svoj denar. In to dela gospod Tedeschi, on je resen direktor, resen poslovnež. Tudi nakup firme Droge Kolinske v Sloveniji, ki ga je izvedel na korekten način, zadržal vse zaposlene, zagotovil vse tiste pravice, ki jih imajo delavci, in jaz to zelo spoštujem. Tudi mislim, da je Emil izjemno dober, uspešen tudi v svojih nastopih in trdno sem prepričan, da ima veliko željo. Jaz sem imel željo, da bi bil Rezdovc trener, čeprav sedaj, ko je prišel Golemec, mislim, da je tudi to dobra rešitev, Jure je šel v Pariz. In treba se staviti ekipo, kjer bojo predvsem najboljši igralci Slovenije, se pravi naša reprezentanca. Konec koncev, zdaj, ki trenirajo tu v Storicah, na zadnjem obisku, ko sem šel pogledati trening, sem jim rekel, ko končate trening, vas pri vratarju čakajo pristopnice za Olimpije. Želim si tisti igralce, ki jih poznam, ki so vrhunski, ki so naši reprezentanti in potem mogoče 2 ali 3 najboljša iz celega sveta. Veste pa, da bo Euroliga zahtevala povečanje proračuna klubskega, verjetno dvojno ali trojno, dolgoročno gledano. To več ni moj problem, to tudi ne vem, kaj bo zahtevala, ampak jaz sem trdno prepričan, da ta preskok iz ABA ligo v Euroligo je tudi ekonomsko pravičen. Še enkrat govorim o tem, tudi pravice od vseh reklam, televizije, medijev in predvsem polne dvorane bojo to nadoknadile. Mogoče samo še za konec, zdaj epidemija je nekako tehnično gledano končana. Kako se vam zdi, da je potrebno šport potisniti, da se to kolesje spet obrne in v končni fazi, zakaj je to pomembno, da se vrne kolikor toliko v normalo? Saj sami veste, da je šport nekako, če ne rečem samo nogomet, pa cel šport najboljša postranska stvar na svetu ali pa najpomembnejša postranska stvar na svetu. In jaz sem vesel, da imamo prvega moža UEFA, ki je v tem trenutku najbolj izpostavljen mož v športu v Evropi, obračal 5 milijard evrov in to, kar ni naredila Evropska unija v začetku te pandemije po Evropi, to solidarnost v bistvu zdaj prevzel gospod Čeferin, ker more združevati Evropo na področju športa. Zelo me veseli začetek lige v Nemčiji, čakam še druge lige. In Nemčija, ki je prva začela ob tem, da bo pazila na zdravje vseh športnikov in vseh prisotnih, bo v bistvu požela velike veselje med gledalci na televizijskih ekranih in biti prvi tudi nekaj pomeni. Ja, jaz zelo verjamem v to, da bo šport združeval Evropo, da smo samo tekmovalci, nasprotniki na igriščih, ko se pa konča, smo potem vsi športni prijatelji in šport v tem trenutku ima pomembno vlogo v vračanju v normalne tirnice življenja, ima tudi izjemno vpliv na gospodarstvo. Treba vedeti, da se bo začel velik denar obračati, da s tem gre tudi turizem, da se zaženejo tako hoteli kot igrišči in podobne zadeve. In tudi vse, kar spada k turizmu. Enako kultura. Ti rabiš take dogodke, ki so v bistvu investicije v razvoj, ki niso strošek. Kdor to smatra, da je to strošek, samo strošek, potem nima možnosti razvoja. Vam manjka nogomet, šport na splošno? Manjka. Jaz sicer delam, bom rekel, vsak dan neke aktivnosti, predvsem pohode po Golovcu, ampak dobre tekme mi pa manjkajo. Predvsem bi pa rad spet videl polne Stožice in Olimpijo v Final Fouru. V Olimpiji v nogometu prvak, kajti te Stožice so bile njim namenjene in ne bom pozabil tistih začetkov, že prve predstavitve Stožic za 9. maj leta 2010, ko je prišlo na ogled gradbišča 30 000 prebivalcev Slovenije in potem teh prvih tekem 10. avgusta v košarki Slovenija-Španija. Takrat nekako je Španija dobila, sem rekel kapetanu Navaru, čakaj, zdaj to vrnemo na evropskem prvenstvu. Potem naslednji dan, ko je bil poln stadion Stožice, spet Slovenija-Avstralija v nogometu. Ja, manjkajo mi take tekme, manjkajo mi polne Stožice, kar pomeni, da bomo imeli kvaliteten šport v Ljubljani.